Prav lep dober večer. Danes smo na zadnjem predavanju od Karađorđevićev. Preden začnemo, vas vabim še na ogled tega promocijskega filma. Takrat, 29. leta, je bila velika kriza in prišel je dan, ko je moja mama oddala vilo Avalo princu Pavlu. Ta zgodba se je začela tako. Ko se je najavil princ Pavel in ker je on hotel, da se njegov sin Aleksandar igra z enim bleskem otrokam, da se nauči in da vidi druge, so prišli gledati hišo. Ker je bila pred hišo, je bil en velik hrast in tam gor sem pa jaz imel še hišo kot Tarzan, ja, in vrv in vse. In koga se je naredil? Oni so se zgovarjali, meni se je dopadel ta malo princ Aleksandar, sem mislil, taj pa fletnica igrati, se spustim dol po vrvi in zavpijem kot Tarzan in ta mali je rekel, tata, odaj nigde. In tako sem jaz prišel v vezo z Karađorđevićem. Na oder pa vabim našega predavatelja, profesorja Milana Škrabca. Milan, izvoli. Hvala lepa, vsi skupaj prav lepo pozdravljeni. Prišli smo do tega zaključnega dejanja v zvezi s Karađorđevići. Če se vrnemo torej na prejšnje predavanje, 9. oktobra 1934 v Marseju ustaši in člani VMRO likvidirajo kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Imel je z ženo Marijo 3 sinove, vsi so dobili imena, če smem tako reči, zdaj po njihovo, po enem od jugoslovanskih plemen. Saj oni so govorili, torej, da smo Srbi, Hrvati in Slovenci samo 3 plemena enega samega jugoslovanskega naroda. Prvi, najstarejši, torej Peter, je dobil tudi ime seveda po svojem starem očetu in očetu od Aleksandra, naj bi nekako predstavljal Srbe. Rojen je bil 6. septembra 1923 v Beogradu. Drugi sin Tomislav, naj bi predstavljal torej Hrvate, je bil rojen leta 1928 prav tako v Beogradu. Tretji sin, ki pa naj bi nekako predstavljal nas, Slovence, pa je bil še celo rojen na Bledu, kot smo že slišali v enem od prejšnjih uvodnih poglavij. Rojen na Bledu leta 1929. No, manj pa je morda znano to, da prestolonaslednik Peter bi se pravzaprav moral roditi na Bledu, če bi se spoštovala želja matere. Kajti Marija, kraljica Marija, žena od Aleksandra, je imela že vse pripravljeno, da bo prišla na Bled roditi prvorojenca. To, da kralju Aleksandru je bilo namignjeno z določenih srbskih vrst seveda, da Srbom vsekakor ne bi bilo všeč, da se njihov prestolonaslednik ne rodi v Srbiji, torej da se rodi izven meja Srbije. Tako je potem bil torej Peter rojen v Srbiji, v Beogradu 1923. leta. Zanimivo, krstili so ga seveda po pravoslavnem obredu. Voda za krst pa je bila sestavljena iz voda vseh največjih rek Jugoslavije. Tudi s tem so hoteli poudariti neko enotnost, nek simbolizem je bil tudi v tem. Potem je seveda jasno, ko je dovolj odrasel, začel hoditi v šolo, no, z 10 leti so ga pa poslali na šolanje v Anglijo, v London.
da tam ni bil niti eno leto. Kajti torej 9. oktobra, kot smo že rekli, 34 ubijo njegovega očeta Aleksandra. Morala biti kar ena tragična zgodba. Pravijo, da fantič sploh ni vedel, torej, kaj se dogaja. Nekega dne so prišli pon v dom, kjer je živel, in ga odvlekli na jugoslovansko ambasado v Londonu, in šele tam je izvedel, da so mu ubili očeta, da je pravzaprav postal kralj, kajti on je bil prestolonaslednik kot najstarejši sin Aleksandra in Marije. Potem so ga spravili v Pariz, tam ga je pričakala mati kraljica Marija, od tam je odpotoval v Beograd, ni več nadaljeval šolanje v tujini, to sta počela njegova dva brata. Njegovo življenje, to mladostniško življenje, po svoje je bil dokaj osamljen človek. Imel prijatelje, seveda, kot jih ima vsak mlad človek. Pozneje, ko je malo odrasel, so mu kupili avto, s katerim je precej menda divjal tam okrog po okoliških krajih, zaradi česar so bili precej prestrašeni, ker on pravzaprav avta ne bi smel voziti, kljub temu, da je bil kralj, ker je bil še mladoleten. Nikjer pa ni pisalo, tudi v jugoslovanski ustavi ne, da ima mladoleten kralj pravico voziti avto oziroma da lahko dela vozniški izpit, ker ni bil še, kot vemo, v stari Jugoslaviji pravzaprav se je dosegla polnoletnost z 21 leti. Torej ima prijatelje, izobražuje se pravno in pa tudi vojaške veščine pridobiva, ampak kot sem že rekel, odrašča dokaj osamljeno. Brata študirata zunaj, očeta ni, pa tudi to je treba povedati, da tudi matere pravzaprav v glavnem ni bilo. Izgleda, da mati v tem neki konflikti so bili, zdaj to, koliko je tega natančno bilo, vsak v svoje trdi, menda se ni najbolj razumela s knezom Pavlom in pa njegovo ženo Olgo, tako da je 37. leta bolj ali manj zapustila državo. Vrnila se je še leta 39, je bila par mesecev še v državi, potem pa je v glavnem živela v Londonu, ker je tudi umrla leta 1961. Peter je bil leta 17 leti, je dobil čin podporočnika, potem so sledili pa zelo dramatični dogodki. Samo seveda mi moramo zdaj nadaljevati ne s Petrom, pač pa z njegovim malim stricem, knezom Pavlom, kajti zaradi mladoletnosti je oblast ob smrti Aleksandra prevzelo namestništvo na podlagi prav tiste oporoke, o kateri smo že govorili, ki jo je napisal kralj Aleksander prav tukaj na Bledu 5. januarja 1934. leta. Ne samo zato, ker je vedel, da mu mnogi grozijo smrtjo, ampak tudi zato, ker, kot smo rekli, kralj Aleksander je bil zelo bolan, kar pa je vedel takrat malo kdo, razen njegove žene in njega seveda, pa njegovih zdravnikov. V tem nekem političnem testamentu, tako bi nekako lahko označili ta dokument, je za namestnike, v primeru njegove smrti za namestnike določil 3 ljudi. Svojega bratranca, kneza Pavla, in pa bana Savske banovine Eva Peroviča in takratnega prosvetnega ministra Radenka Stojkoviča, ampak ta dva lahko kar pozabimo. Ta dva nista imela potem nobenega vpliva na oblast, ta dva sta odpadla. Vso oblast je pravzaprav v svoje roke prevzel knez Pavel. Zdaj morda nekaj o njegovi mladosti. Ni bila preveč rožnata, pa tukaj ne mislim na kakšno materialno pomanjkanje, tega verjetno ni ravno čutil, ampak njegova življenjska zgodba je kar težka. Rodil se je mlajšemu bratu kralja Petra, Arsenu. Rojen je bil, no vidite, kako zanimivo, kako se stvari skladajo. Vi boste šli jesen oziroma zgodaj jesen v Sankt Peterburg. Knez Pavel pa je bil rojen v Sankt Peterburgu, to je očetu Arsenu Karadžordževiču in materi Rusini Aurori Pavlovni Demidovi. Ampak ta zakon ni bil kaj preveč posrečen, rojen je bil torej 1893. leta,
že 2 leti pozneje sta se knez Arsen in kneginja Aurora razšla. Pavel bo videl svojo mamo samo še dvakrat v življenju. Ampak ta ubogi Pavel zdaj ni odraščal samo brez mame, ampak tudi brez očeta. Arsen ga je leta 1897 odpeljal k svojemu bratu, poznejšemu kralju Petru I. Karadžordževiću. In tako je zdaj odraščal skupaj s Petrovimi otroki, se pravi z obema sinovama, Đorđom, Aleksandrom, poznejšim kraljem, in pa Jeleno. Sam je pozneje pripovedoval, zapisal, tukaj ni bilo nobene diskriminacije, kar se tega tiče. Stric Peter je z njim ravnal popolnoma enako kot s svojimi otroki. Ni bilo nobenega razlikovanja. Skupaj z njim se seveda potem leta 1903 ob majskem prevratu seli v Srbijo, hodil v šole. Potem pa konča študij umetnostne zgodovine na Oxfordu. To je bil, upam si reči, med vsemi Karadžordževići najbolj razgledan človek. Pa ne mislim s tem, da drugi niso bili, da ne bi bilo narobe razumljeno, ampak široka izobrazba, svetovljan, poznavalec umetnosti, velik zbiratelj umetnosti, to ga je potem tudi rešilo, tudi kar se njegove družine tiče, med drugo svetovno vojno, kot bomo morda še povedali, če se bom spomnil seveda. Človek je govoril tekoče 4 tuje jezike, angleško, francosko, nemško, italijansko. Večinoma je živel v Angliji, velik anglofil, lahko rečemo, prepričan anglofil. V Angliji, v Londonu je tudi spoznal svojo soprogo, grško princeso Olgo, s katero sta imela 3 otroke. 1924. leta se je rodil prav ta sin, o katerem smo slišali v tem uvodu, Aleksandar, 1924. leta. 1926. leta prav tako v Londonu se rodi drugi sin Nikola, mimogrede. To je bila pozneje po 2. svetovni vojni še ena tragedija za družino Pavla Karadžordževića, ko se je ta mlajši sin smrtno ponesrečil v avtomobilski nesreči leta 1954. Samo zadnji otrok, ki sta ga imeli, pa kakor vem, že pravico spoznati tudi tukaj na Bledu, hči Elisaveta, je bila rojena leta 1936 v Beogradu. Ta je pa tudi še živa, kolikor vem. Torej, Pavel leta 1934 po smrti Aleksandra v bistvu prevzame oblast v imenu mladoletnega, kaj naj mu rečemo zdaj, ne, torej, on je bil njegov, torej, pranečak nekje recimo, ne, torej, Petrček, oziroma Pavel je bil njegov, kot bi mi Slovenci rekli, mali stric. Stvari so se začele spreminjati, diktatura, ki jo je bil uvedel kralj Aleksander, je začela popuščati, še bolj je popuščala je že za časa Aleksandra, zdaj še bolj. Meščanske stranke so bile ponovno dovoljene. Za 5. maja 1935 so bile razpisane volitve za skupščino, parlament torej, in po teh volitvah je dal Pavel mandat za sestavo vlade sposobnemu srbskemu politiku Milanu Stojadinoviću. Sposoben politik, vsekakor. Ta je sestavil neko novo državno stranko, bi lahko rekli JRZ, Jugoslovanska radikalna zajednica, ki so jo sestavljali srbski radikali, naši Koroščevi SLS-ovci, Slovenska ljudska stranka, in pa bosanski muslimani, Jugoslovanska muslimanska organizacija na čelu s Pahom. Ti so vladali za tiste čase, glede na to, kako so druge vlade hitro padale, kar neko dolgo dobo. V tem času so se dogodile nekatere pomembne spremembe. Prišlo je do popolnega preobrata, kar se tiče zunanje politike, ki jo je vodil kralj Aleksander. Kralj Aleksander je poskušal s pomočjo male Antante, pa s pomočjo Balkanske zveze nekako zagotoviti tej Jugoslaviji življenje, ki je bila ogrožena od vseh strani. Ti so prišli do spoznanja, da te zveze
Jugoslavije ne morejo zaščititi. Oni so obrali drugo politiko. Začeli so se naslanjati zlasti na Nemčijo, ki je bila takrat že nacistična, Hitler je torej prišel na oblast že leta 1933. Zakaj na Nemčijo? Zato, ker so menili, da je Nemčija edina, ki jih lahko zaščiti pred njihovim največjim sovražnikom, njihovim največjim nasprotnikom, ki to nekaj dosti skrival. To je bila pa brez dvoma sovražnik številka 1 kraljevine je bila Italija. To lahko vidimo tudi iz te razgledance. Italijanska propagandna razgledanca prikazuje ravno naše kraje, se pravi predvsem slovensko ozemlje. In kot vidite, Italijani v bistvu slovenskega ozemlja, Monte Nevoso, pa kaj je to, kakšno Monte Nevoso? To je Snežnik in tako dalje, Postumija, naša Postojna in tako naprej. Slovenskega ozemlja vidimo, da se zelo agresivno obnašajo tudi do druge strani meje, ker ne tisto, kar takrat ni bilo njihovo. To pa, kot vemo, so dobili kot plačilo za vstop na stran Antante v prvi svetovni vojni. Menijo, da je Nemčija torej edina, ki jih lahko zaščiti pred Italijo in zato se tesneje povežejo za Nemčijo. To je pomenilo tudi gospodarsko navezavo. Če smo čisto odkriti, ta gospodarska navezava na Nemčijo, pozneje tudi na Italijo, je koristila državi. Ne smemo tukaj se lagati, ker Jugoslavijo je svetovna gospodarska kriza, ki se je začela leta 1929, kot vemo, v Združenih državah Amerike, strašno prizadela. Sploh zato, ker je bila pretežno kmetijska država. V Jugoslaviji, moramo vedeti, po statistikah iz leta 1921, po prvih statistikah, dobrih 80% vsega prebivalstva živi od kmetijstva. 10 let pozneje, leta 1931, je ta odstotek še nekoliko padal, ampak samo nekoliko, še zmeraj je to dobrih 76%. In zdaj se je nemško tržišče odprlo za jugoslovanske kmetijske pridelke, ker ta jugoslovanski kmet je bil na tleh. Moramo vedeti, da so bile tukaj zmeraj večje škarje, namreč kaj se je dogajalo zaradi cenenih kmetijskih pridelkov iz Amerike, ki so zasuli Evropo, pa Jugoslavija tudi nažalost dovolila uvoz tega, je jugoslovanski kmet bil na tleh, ker pogledajte, škarje so bile zmeraj večje. Kaj to pomeni? Cene industrijskih izdelkov, država je bila industrijsko zelo slabo razvita. 10% industrije so imeli, vsega skupaj. In cene industrijskih izdelkov so rasle, cene kmečkih pridelkov pa so padale. To se pravi, recimo, slikovita primerjava. Če je hotel kmet recimo pred krizo kupiti nek stroj, je moral, da zdaj rečemo čisto po domače, za to stroj dati, kaj se jim recimo, 500 kg žita. Zdaj je moral pa za ta isti stroj morda dati že 1 tono žita. Ni zmogel tega jugoslovanski kmet. To je bil torej ta preobrat. No, potem leta 1937 tudi podpišejo sporazum z Italijo. Italija v tem sporazumu jamči meje Jugoslavije tako na morju kot na kopnem. Ampak vemo, kaj so pomenili sporazumi, ki so jih podpisovali ljudje, kot sta bila Hitler pa Mussolini. Nekaj dosti. Imel pa ta vlada Milana Stojadinovića, je imela kar nekaj takih hudih kriz. Ena huda kriza je bila pa tudi podpis sporazuma z Vatikanom, torej konkordata. Vlada je 1935. leta podpisala konkordat, ki pa ga je bilo treba seveda sprejeti še v skupščini. To so začeli leta 1937. Temu je pa seveda zelo nasprotovala Srpska pravoslavna cerkev. Ona je hotela biti glavna srpskih pravoslavnih vernikov, pravoslavnih vernikov je bilo seveda v tej državi številčno največ. Oni so hoteli biti številka 1. Ne, da se zdaj tukaj še nekdo, poskuša še nekdo drugi riniti in se jim postavljati recimo v bok. Tako da 19. julija 1937, ko so poskušali v skupščini potrditi konkordat, je prišlo v Beogradu do ogromnih demonstracij, do spopadov s policijo in to v času, ko skupščina zaseda. Cerkev je pozvala ljudi na ulice. Naslednjega dne, kljub temu nasprotovanju, kljub hudemu nasprotovanju,
konkordat vendarle sprejmejo, čeprav ta konkordat v bistvu nikoli ni dejansko zaživel, konkordat sprejmejo, sicer zdaj neko šibko večino, pa vendarle, KNLŠ pa istega dne umre srbski patriarh Varnava. Lahko si predstavljate, kaj si je mislila večina ljudi. Zastrupili so ga, ja, logično. Ne? Možakarja so potem položili na pare v Srbski saborni cerkvi, demonstracije še hujše. Srpska pravoslavna cerkev je zahtevala od kneza Pavla, da odstavi Stojadinoviča. No, ta tega takrat ni naredil. Zadnje državnozborske oziroma skupščinske, no, državnozborske sem preveč modern, torej zadnje skupščinske volitve, zadnje volitve za jugoslovanski takratni parlament so bile 11. decembra 1938. leta. Kmalu po volitvah 4. februarja 1939 knez Pavel odstavi Milana Stojadinoviča, ki je vodil kar precej profašistično politiko, to je treba reči. Ampak zakaj ga je odstavil, še danes ni pravzaprav čisto jasne slike. Ne. Eni pravijo, da zaradi konkordata, kar je manj verjetno. Eni celo trdijo, da ga je odstavil pod pritiskom Angležev. No, ampak večinsko mnenje pa vendarle je, da je padel zaradi tega, ker ni uspel doseči sporazuma s Hrvati. Hrvatje so še zmeraj izven, bi rekli, državnega življenja, še zmeraj bojkotirajo. Te zadeve pa niso bile več kaj preveč varne, kajti razmere so se začele strahovito spreminjati v Evropi in v okolici jugoslovanske države so se stvari strahovito radikalno začele spreminjati. Kaj jim je dalo zlasti misliti? Misliti jim je dala zlasti usoda Češko-Slovaške republike. Kajti 29. septembra 1938 lahko mirno rečemo, so Angleži in Francozi prodali Češko-Slovaško. Prodali so jo, ko so reševali svojo kožo. Ker so mislili, da bodo s tem zadovoljili Hitlerja. Da bo Hitler zaradi tega res ne nadaljeval nobenih soprnih stvari njim v Evropi, pa da se bo obrnil kam drugam. Takrat je po podpisu tega sporazuma, s katerim so dovolili Hitlerju, da zasede Sudete, dele torej Češko-Slovaške republike, ko je takratni premijer angleški priletel nazaj v London, je izjavil na letališču: kancler mi je obljubil, med našima narodoma ne sme biti nikoli več vojne. No, bolj bistroumni Churchill mu je pa že takrat odgovoril: gospod premijer, imeli ste priložnost za častno vojno, toda izbrali ste sramotni mir, toda vojna vam ne bo ostala prihranjena. Še kako prav je imel, manj kot eno leto pozneje so bili že v vojni. In kaj se potem zgodi s to ubogo Češko-Slovaško z ostankom? Ja, Slovaki, ki se niso razumeli s Čehi, so razglasili neodvisnost in za pomoč zaprosili Nemce. Je jasno, da so Nemci rekli, sam ne se kdo dotakne ubogih Slovakov, bo imel opravka z nami. In to je bil začetek konca, vemo, Češko-Slovaške. Na koncu marca 1939. leta Nemci zasedajo tudi preostanek države, torej tudi Češko, in ustanovijo Češko-Moravski protektorat. To je dalo pa misel temu Jugoslaviji. So rekli, hudiča, Madonna, glitko, kot so oni poklicali na pomoč Hitlerja, lahko Hrvatje pokličejo na pomoč. Bodi si Italijane, bodi si Nemce. Ne pozabite, kajti od 12. marca 1938. leta Jugoslavija na severu ne meji več na Avstrijo, ker jo ni več, ampak na Tretji rajh. Tukaj sicer ni čisto tako, ampak dobro, se pravi, tukaj že ni več, tle ni Avstrije, od 12. ni več Avstrije, to je Tretji rajh. No in zato je bil zdaj zadnji čas je bil, da se to hrvaško vprašanje spravi z dnevnega reda. Na mesto premijeja vlade Pavle spet imenuje Srba Dragiša Cvetkovića. In ta Dragiša Cvetković pa končno reši hrvaško vprašanje. 20. avgusta je bila zadeva podpisana prav tukaj na Bledu.
z voditeljem Hrvatov, naslednikom Stjepana Radića, torej Vlatkom Mačekom, 20. avgusta podpisan, 26. avgusta pa objavljen sporazum o ustanovitvi Banovine Hrvaške, prav tukaj na Bledu. Morda preberemo, saj ni dolgo. Ustanovitev Banovine Hrvatske, obseg in kompetence Banovine Hrvatske. Bled, 26. avgusta, v imenu njegovega veličanstva kralja Petra II., po milosti Božji in volji naroda kralja Jugoslavije, so kraljevski namestniki na predlog 116. člena ustave, da bi se zagotovilo sodelovanje Hrvatov v življenju države in tako učuvali javni interesi, predpisali naslednjo uredbo o Banovini Hrvatski in ustanovitvi Banovine Hrvatske. Prvič, člen 1. Savska in Primorska Banovina, nadalje Srezi Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, se spojijo v skupno banovino pod imenom Banovina Hrvatska. Sedež Banovine je v Zagrebu. Tukaj imate kolikor toliko, sicer se ne vidi ravno najbolje, imate to modro mejo, ki jo vidite, kaj vse je torej obsegala. Precej večja je bila, kot pa recimo je današnja Hrvaška za primerjavo. Drugič, člen 2. V pristojnost Banovine Hrvatske se prenesejo posli kmetijstva, trgovine in industrije, šum in rudnikov, javnih del, socialne politike in narodnega zdravja, telesne vzgoje, pravosodja, prosvete in notranje uprave. Banovina Hrvatska bo pristojna za vse posle, ki spadajo po doslej veljavnih predpisih v pristojnost banovin. Vsi ostali posli ostanejo v pristojnosti državnih oblasti na vsem ozemlju. Skratka, Hrvatje so dobili kar široko avtonomijo. Ta recept naj bi se pozneje uporabil tudi za Slovence, kaj ne? Za Dravsko banovino, ostalo pa naj bi bilo združeno v Banovini Srbiji. Toda vsi seveda s tem niso bili zadovoljni, stvari so se pa zelo hitro odvijale. Jaz moram reči, vsaj moje mnenje je, da se je ta knez Pavel strahotno trudil, da bi rešil Jugoslavijo, ki je bila res v težki situaciji. Upam si reči, da v še težji kot morda poznejša, če hočete, Titova Jugoslavija. Pri vojakih so nas učili, zlasti tiste vojake, ki niso imeli ne vem kako dobrega spomina, so ga poskušali naučiti na ta način, da so govorili: pamti vojniče, Jugoslavija je okružena sa brigama. No in v tej besedi so bile zapopadene vse sosednje države. B, Bolgarija, R, Romunija, I, Italija, G, Grčija, A, Albanija, M, Madžarska in A, Avstrija. Prav vse okoliške države so v tej besedi zapopadene. V veliko težji situaciji, si upam reči, je bila kraljevina Jugoslavija. V tistih zadnjih časih pred vojno, tisto zadnjo leto, dve pred vojno. Kajti, pravim, Pavel je pa res vse naredil. Obiskal je Hitlerja 1. junija, obisk v Berlinu 1939. leta. In tam je Hitler priredil ogromno vojaško parado. Tisti tanki, pa topovi, pa ne vem kaj še vse, je stalno krožil tam okrog tiste častne tribune. Ampak kneginja Olga, ki je bila tudi pameten človek, je namigala možu, da zgleda, da so to pravzaprav, kot kaže, eni in isti tanki se vozijo okrog. In so poslali enega človeka na skrivaj pogledati in je ugotovil, da je to res, ne, v krogu so vozili. Pa so vozili 2 uri, da bi naredili na kneza Pavla čim večji vtis. Potem je obiskal Veliko Britanijo, dobil najvišje možno angleško odlikovanje, red podveze. Kot sem že rekel, res je bil skoraj popoln anglofil, ne čist, bom potem povedal, zakaj ne čisto popoln. Vojna pa se je nezadržno približevala. Poglejte, ta sporazum s Hrvati je bil podpisan zadnji hip. 26. avgusta, že 23. avgusta je bil podpisan pakt Hitler-Stalin o nenapadanju med Sovjetsko zvezo in Nemčijo. Samo par dni pozneje, nič.
1. septembra 1939, kot vemo, z nemškim napadom na Poljsko se je pa začela druga svetovna vojna v Evropi. Dlje ko je vojna trajala, v težji situaciji je bila Jugoslavija. Zmeraj pritiski na njo so vse večji. Sosednje države so ena za drugo pristopale k trojnemu paktu. Madžari in Romuni že leta 1940 za Albanije ni več. Albanijo so leta aprila 1939 zasedeli Italijani. Romunija v paktu, Madžarska v paktu, Avstrija ni, kot smo rekli, to je Tretji rajh, Italija velika sovražnica. Bolgarija pa je kot zadnja pristopila od sosed seveda, pristopila k trojnemu paktu 1. marca 1941. leta. Jugoslavija obkoljena od vseh sosednjih držav, samo Grčija ni bila članica trojnega pakta. Pritiski na Jugoslavijo se stopnjujejo. Knez Pavle je poskušal vse, danes eni omalovažujejo skoraj vse, kar je naredil, ampak recimo tudi Sovjetsko zvezo, s katero pred tem nimajo, napele diplomatske odnose, poskušal vzpostaviti trgovinske odnose. Ta Jugoslavija je bila resnično v nezavidljivem položaju. In ko je še zvedel knez Pavel, da Velika Britanija ne misli ščititi, ne misli braniti Jugoslavije, naj se znajde sama, kakor ve in zna. Bili so brez orožja, dobro, pravijo, bila je korupcija, bilo je vse to, danes pa tega ni, bi rad videl. Bi bilo dobro, če ne bi bilo. Ampak poglejte se, Jugoslavija pravzaprav tudi od koga pa ne bi kupila orožje? Prej so kupovali orožje od Francije. Francije leta 1940 ni več. Francije ni več. Druga taka pomembna država, od katere so kupovali orožje, je bila Češko-Slovaška. Vemo, da je bila Zbrojevka, Škoda, to so bile močne tovarne, tudi za orožje. Češko-Slovaške ni več. In v tej izredno težki situaciji, ko je videl, da Jugoslaviji nišče ne bo pomagal, je knez Pavel podpustil pod pritiski. 25. marca 1941 Jugoslavija na Dunaju pristopi k trojnemu paktu. Seveda pa s tem niso bili vsi zadovoljni, ne? Zlasti ne Angleži. Angleži so hoteli, da gre zdaj kaj. Jugoslavija se bo uprla Hitlerju. Jugoslavija bo rešvala neko svojo čast. Kako so jo pa oni rešvali? Se to še danes zelo dobro pravijo srbski zgodovinarji. Angleži so imeli pravico prodati Češko-Slovaško, ko so reševali svojo kožo, ko so menili, da si bodo lahko rešili kožo, ko so verjeli še to. Pa so Hitlerju prepustili Češko-Slovaško republiko. Jugoslavija ni nikogar prepuščala. Poskušala je samo sebe rešiti. Pavel je poskušal, če se le da izogniti vojni, če pa ne, vsaj to vojno odložiti čim napozneje. Veliki Britaniji pa to seveda ni šlo. Kako? Mi morate računati, da še ena država pade kot zrela hruška Hitlerju v roke, oziroma vsaj postane članica trojnega pakta. Velika Britanija je v tem času edina, ki se bojuje proti Nemčiji in Italiji. Nikogar ni. Francije ni več, Sovjetska zveza še ni v vojni, Združene države Amerike še niso v vojni. Britanci delajo na tem, da bodo Hitlerju vsaj malenkostno zagrenili življenje, kjerkoli že. In ko so videli, kaj se je zgodilo v Jugoslaviji, so dali zunanji minister angleški Eden, je dal ambasadorju angleškemu v Beogradu pooblastila in rekel, delajte, kar hočete, vse je dovoljeno, lahko rušite tudi vlado. To pa ni bilo posebno težko, ne. Zakaj ne? Zato, ker je bila Jugoslavija notranje tako neenotna. Srbi in Hrvatje si niso ravno lepo gledali. Mnogi srbski oficirji so bili prepričani, pa tudi nekateri drugi, da so Hrvatje z ustanovitvijo Banovine dobili preveč. No, vse zadnje, če gledate, recimo, kot sem vam prej bral, med temi kraji, ki so jih dobili, recimo je tudi Šid, ki vemo, da je celo danes v Srbiji, ne? Ga niso dali, recimo v Titovi Jugi, če smem tako reči, ga niso dali Hrvaški. Ampak pustimo, skratka, en kup je tukaj nezadovoljnih elementov in tukaj ni bilo težko narediti kravala, če tako rečem.
No, tukaj bi rad res posebej poudaril, to mi zelo leži na duši, še danes moram reči. Učitelj, veste, jaz mislim, da ni človek, učitelj zgodovine še posebej lahko bolj žalosten, kot če govori otrokom neresnico. Ne. In jaz sem govoril kar dolgo leta neresnico, zato ker so me tako učili in nisem bil takrat sposoben, da bi presegel te stvari, da bi videl, da to ni res. Nas so učili leta in leta, da je po pristopu k trojnemu paktu prišlo do državnega udara, do puča, ki so ga vodili nezadovoljni srbski oficiri, in pa komunistična partija Jugoslavije je prvič v zgodovini uspela aktivirati široke ljudske množice. To je čista laž. To je danes popolnoma jasno. Vse niti tega, kar se je dogajalo v tem primeru, so imeli v rokah Angleži. Angleži so se organizirali, Angleži so plačali puč. Po drugi svetovni vojni so celo cinično rekli, da ne bi Jugoslovani mislili, da smo vam kaj dolžni. Mi smo puč plačali, $500,000 funtov. Plačali so demonstrante, ne vseh, ampak tiste določene, ki so organizirali. Plačali so oficirje, sicer na čelu, nas so tudi učili, kaj ne, pod vodstvom letalskega generala Dušana Simoviča. Nič ni on kaj dosti tukaj imel. On je sicer pristal na puč, to ja, ampak izpeljali so ga drugi, brez njega, on ni ne organiziral, ne vodil, ne nič, sam potem so ga postavili na čelo. Njega so imeli za fasado. Vse niti so imeli, še enkrat poudarjam, v rokah angleški agentje. Zanje pa je delal letalski general Borivoje Mirković. Ta pa je vodil operacije, načrtoval in tako naprej. Borivoje Mirković. Samo za ilustracijo, stvari, ki so danes jasne. Po drugi svetovni vojni se je gospod Simović, ko je videl, da nima več nekam nekod, obrnil na Titovo Jugoslavijo pa prosil, če lahko pride domov. Pa so ga spustili, pa je prišel domov, umrl je v Beogradu v začetku 60-ih let. A je Borivoje Mirković prišel nazaj? Ne, njemu ni bilo treba. On v Angliji ni ostal revček, kot je ostal Simović po vojni. On je bil v Angliji upokojen s penzionom angleškega generala. Mislim, da to vse pove. Delo je za torej angleško obveščevalno službo. V tem času, ko so torej izvedli puč, Pavel očitno ni nič kaj preveč slutil stvari, nažalost. Družino je pustil v Beogradu, on je pa potoval. Kaj mislite kam? Na Bled. Na Bled se je namenil možakar spet, verjetno malo odpočiti živce. Toda Bleda knez Pavle Karadžordžević ni videl nikdar več v življenju. Predno je sploh vlak prišel do Slovenije, do današnje slovenske meje, v Zaprešiću na Hrvaškem, so vlak ustavili in kneza Pavla odpeljejo v Zagreb. Tam mu Maček, voditelj Hrvatov, razloži, kaj se je približno zgodilo, kaj se dogaja v državi. In Maček mu celo ponudi, pravi, knez, ta vojska stacionirana v Zagrebu in na Hrvaškem, to so v glavnem Hrvatje, zvesti meni, Mačku, lahko se zdaj pogovarjate. Jaz bom vojski povedal in vi boste imeli to vojsko za sabo. Lahko se zdaj s temi počisti tudi vi pogovarjate z neke pozicije sile. Ampak knez Pavel ni bil človek, ki bi hotel državljansko vojno. On je hotel se izogniti vojni, že tej vojni navzven, ne pa državljanski vojni. Tega Pavel nikakor ni želel. Poleg tega seveda se je tudi zavedal, da so počisti imeli v bistvu v rokah njegovo družino v Beogradu. Knez Pavel je ponudbo Mačka zavrnil, odpotoval je v Beograd, tam ga čakajo počisti. Patriarh Dožič je pozneje pripovedoval, da so govorili, da če se bo minimalno upiral, če ne bo hotel podpisati, da odstopa kot namestnik, da ga bodo ustrelili. No, ampak Pavel je gladko podpisal, ni se upiral. Ja. Pavel je torej podpisal, da odstopa torej kot namestnik. Pučisti so že predtem po radiju prebrali razglas, ki ne bi ga prebral, seveda govorili so, da ga je bral sam Petrček, kar je bila pa seveda spet ena velika laž. Prebral ga je poročnik bojne ladje Jakov Jovovič, ki je imel podoben glas.
kot kraljevič Peter oziroma kralj Peter II. Karađorđević. Zdaj, če zaključimo najprej zgodbo kneza Pavla in njegovih. Knez Pavel je moral takoj zapustiti državo. Žen je takoj rekel Olgi, je rekel, pakiraj takoj najnujnejše stvari, kar je, gremo, zapuščamo državo. Edini možen umik je še bil seveda proti jugu, proti Grčiji. Vemo pa, da pozneje sta napadeni obe državi hkrati. Pavle in družina se umikajo in nikar ne mislite, Angleži so ga imeli praktično, v bistvu so ga imeli za vojnega ujetnika. Kje so pristali? V Keniji, pa ne v glavnem mestu, v nekem zakotnem kraju, ker bo še za otroke za v šolo daleč. To je bilo maščevanje. Knezu Pavlu, anglofilu, ki pa sem rekel, da ni bil popoln anglofil, ukoliko ni bil popoln anglofil. Raje kot Angleže je pa vseeno imel svoj, da se po Karađorđevićevsko izrazim, jugoslovanski narod. Tega je imel pa vseeno raje kot Angleže. Tega pa Angleži niso hoteli dopustiti v tem primeru. No, tam je celo, je potem prodal, k sreči je imel nekaj teh predmetov tudi na raznih razstavah v tujini in tudi v New Yorku, mislim, da je zdaj nekaj teh predmetov prodal, da so z družino nekoliko lažje živeli. Potem so jim Angleži vendarle dovolili, da so odšli v Južno Afriko. V Evropo se je vrnil šele nekaj let po drugi svetovni vojni. Potem še tista tragedija, kot sem prej rekel, z mlajšim sinom Nikolo. Umrl je knez Pavel v bližini Pariza leta 1976, torej 83 let star. Kaj menijo danes o tem? Srbiji je bilo zelo lepo videti, mimogrede še tukaj, ne. Tega kneza Pavla so v Jugoslaviji leta 1945 proglasili za vojnega zločinca. Malo huda stvar, no. Bi bilo smešno, če ne bi bilo tragično. Pozneje seveda je bil rehabilitiran. Leta 2012 so na Oplencu pokopali njega, ženo Olgo in kneževiča Nikolo. Mislim pa, da so zelo pomenljive besede srbskega patriarha Irineja na tem pogrebu. Zelo na kratko. Vam bom kar v srbščini prebral, vse razumete. Tako govori patriarh na grobu na Oplencu. Dobro nam došao stradalni kneže, blagočestivi i veliki kneže srpski, verni kneže namjesniče, časni sine dičnih junaka i slavni potomče kraljevskog roda doma Karađorđevića. Dobro ste nam došli zajedno sa vašim ljubljenim sinom, kneževićem Nikolom, u vašoj i našoj Srbiji, u napačenoj zemlji koja je i sama trpala nepravdu vašeg strahovitog izgnanstva, te danas i sa vama vaskrsava iz mrtvoga sna, otvarajući vama majčinske grudi svoje zemlje, da počivate u zasluženom miru sa vašim slavnim predsima, u svjetlosti onoga koji je pobedio smrt. Mislim, da iz teh patriarhovih besed bolj ali manj vse jasno. Zdaj se pa vrnimo k Petrčku, ne moram drugače reči. Torej, ko se vse to zgodilo, Peter ni imel še niti 18 let. Čeprav menda po poroki, se mi zdi, Aleksandrovi naj bi s 18 leti smel nastopiti kot prevzeti prestol. Ampak do tega mu je manjkalo še pol leta. Srbi danes časi, ko se razvijo, pravijo, pa kaj hočete? Pa kaj je ta naš kralj? Naš, namerno podarjam, Peter II. Pa bio je još dete, se je bil še otrok, se je res bil še otrok. 17 let pa pol je bil star. Ko sta odhajala stric pa teta, da tako rečem, knez Pavle pa kneginja Olga z družino, je jokal, prosil je, da ne ga vzameta sabo. Kaj bo on zdaj tukaj med temi ljudmi? Seveda ni bilo možno tega storiti. Vemo, da je potem zaradi tega puča in vsega, kar je šlo, kar se je dogajalo, Hitler pobesnel in se je odločil, da bo
obračunal z Jugoslavijo. Hitler si nikakor ni mogel privoščiti, da bi na Balkanu imel odprt bok, kajti takrat se je že pripravljal za napad na Sovjetsko zvezo. Ni bilo, da bi tukaj razkiral, da bi tvegal, da se recimo v Jugoslaviji po Grčiji izkrcajo Angleži in potem mu poskušajo škoditi, da bi Nemci imeli spet na nek način neki dve fronti. Tega Hitler ni tvegal in kot vemo 6. aprila je prišlo do napada brez vojne napovedi. Stara jugoslovanska vojska seveda ni mogla nuditi kakšnega odpora, v 11 dneh je bilo vsega konec. Pa kaj, stara jugoslovanska vojska govorijo, kako je klavrno propadla. Ja, kaj pa velika Francoska, kot bi rekli Srbi, kaj pa velika Francija, ki je veljala za velesilo, koliko časa se je pa ona upirala Hitlerju? 6 tednov, pa je bilo v bistvu vsega konec. Nekaj dosti dlje. Velika Francija. Peter in najbližji sodelavci, kot vemo, gredo najprej torej na Bližnji vzhod, v Kairo, potem pa tam v London. Ja, še enkrat poudarjam, to je bil mladenič, ne star 18 let, ko je zapustil Jugoslavijo. V Veliki Britaniji te vlade, ki so bile dokaj brez veze. Videli so, kako jim voda v grlo teče, oziroma še več kot v grlo teče, pa so se še zmeraj naprej prepirali, predvsem Srbi in Hrvatje. To je bila zgodba igra brez meja. Petrček pa, mlad je bil, kaj ne, 18, ko je zapustil, pa je potem še malo bil starejši, 2 leti. Zaljubil se je v grško princeso Aleksandro in kljub temu, da ga je veliki srbski intelektualec, ki ga še danes zelo, zelo, zelo cenijo, pravijo, da je eden največjih Srbov vseh časov, Slobodan Jovanović, ki je zamenjal vlado Dušana Simovića, ga je nagovarjal, prav tako mati, ki je takrat bila torej seveda še živa v Londonu, da se nikar ne poroča, ne med vojno, ne zdaj, ko njegov jugoslovanski narod, tako rečemo, krvavi, ne tega zdaj početi. To da, kako ne rečem, no. Hormoni so bili močnejši. Peter II. Se je poročil s princeso Aleksandro. V Jugoslaviji pa vemo, kaj se je dogajalo. Verjetno vse tisto, kar je intelektualec knez Pavel predvidel. V Jugoslaviji smo imeli pa v času 2. svetovne vojne, vemo vse živo je bilo. Medetnični spopadi, zlasti med Srbi pa Hrvati, pa tu drugi. Imeli smo boj proti okupatorju, absolutno. Imeli smo državljansko vojno pa revolucijo, imeli smo kolaboracijo, vse je bilo, pa en kup mrtvih. Samo za primerjavo. Angleži so izgubili v 2. svetovni vojni manj ljudi kot v 1. svetovni vojni. 500 000. Jugoslovani, seveda v glavnem so se pobijali med sabo, bodimo odkriti. Jugoslovani, tista številka 1 700 000, pa še ne vem koliko tisoč, tisti je verjetno malo pretiravanje, ampak se strinjajo resni zgodovinari, milijonček pa. Še enkrat več kot Britancev. No, za Churchilla je postajala ta vlada seveda tudi v Londonu vse bolj ne bodi je treba, ki ne. Vse bolj ne bodi je treba, rad bi si jo čim bolj elegantno znebil, kaj ti jasno je bilo. V Jugoslaviji je bilo vse bolj jasno, bolj ko se je vojna bližala koncu, da so komunisti, ki o tem nismo kaj dosti govorili oziroma nič. Po 1. svetovni vojni je nastala tudi komunistična partija Jugoslavije, ki je v začetku bila celo za razbitje Jugoslavije, ker je tako učila in zahtevala Kominterna. Potem so tukaj obrnili ploščo. Že 21. leta jih pravzaprav spravijo v ilegalo. Čez 20 let, tisto, kar je ostalo te partije, ni bilo veliko številčno, ampak ti ljudje so bili prekaljeni. Ti ljudje so točno vedeli, kaj hočejo, čeprav jih je bilo malo, in 41. leta so začeli, lahko rečemo, mirno svoj zmagoviti pohod na oblast. Najbolj so se znašli v razmerah, ki so nastale. Churchill je celo zagrozil, je rekel Petrčku potem, če ne bo odstavil Draža Mihajlovića kot ministra za obrambo, da jih bodo začeli njega in njegovo vlado smatrati za sodelavce nacistov. Peter ni imel kaj dosti izbire. Ko se je začela odločilna bitka, torej za Srbijo, septembra 1944. leta, je ne samo odstavil Mihajlovića, pozval vse četnike in druge, da ne se vsi pridružijo partizanom, sicer jih smatra za izdajalce. Ampak to ni pomagalo, kaj pa kdaj ne. Pod pritiskom
Churchilla sta Tito in pa Šubašić, torej hrvaški ban sicer, ki ga je Petrček postavil na čelo vlade, podpisala sporazum 16. junija 1944, ki je skupna vlada. Vemo, da že na drugem zasedanju javno je bilo rečeno, da se kralju prepove vrnitev v državo, ampak po osvoboditvi bo pa ljudstvo samo odločalo, hoče republiko ali hoče kraljevino. Avnoj se je potem po vojni tudi spopolnil s tistimi poslanci, izvoljeni mi na zadnjih volitvah, torej 11. decembra 1938. Ljudstvo pa je odločalo, kot vemo, kaj ne. 11. novembra 1945 so bile volitve, zmaga lista Ljudske fronte in 29. novembra, torej čeprav smo praznovali republiko, kot vemo, dan republike, kaj danes je glih, malo bo ta dan, torej 29. in 30. novembra v spomin na zasedanje, torej v Jajcu 1943, ampak tam republika ni bila proglašena, tudi zaradi pritiska iz tujine, zlasti tudi Sovjetska zveza. Je rekla, ne tega početi, mi še zmeraj priznavamo londonsko vlado, počakajte še malo, kaj ne. Zato so pa zdaj namerno izbrali ta datum, 29. november 1945. leta je razglašena republika in to na predlog srbskih poslancev. Namerno, če bo to vaš kralj, predvsem bodite vi tisti, ki boste predlagali konec monarhije, torej republika. 29. novembra 1945. leta. Karađorđevićem so odvzeta državljanstva vsem, prepovedana jim je vrnitev v državo, odvzeta jim je vsa lastnina, vsa imovina, ki so imeli v državi. Kaj je zdaj s tem našim Petrom II. Karađorđevićem? Poleti 1945. se njemu in ženi rodi prestolonaslednik Aleksandar, ki še danes, mislim ne še danes, danes ponovno od leta 2000 naprej živi v Belem dvoru v Beogradu svojo družino. Ima 3 sinove, mislim, da je dvojčka, pa še enega. Čeprav neki lastninski odnosi med Karađorđevići in državo Srbijo niso rešeni, vse tudi mi nimamo po moje tukaj še vseh stvari, če grdo rečem pošlihtanih, ampak v to se zdaj ne bom spuščal. Kaj se dogaja potem naprej s Petrom II.? Seveda, ženo sta se kmalu po drugi svetovni vojni razšla. Nekaj časa je bil še po Evropi, malo pred smrtjo, mislim, da 68. ali 69. leta poodide v Združenih državah Amerike. Tukaj pa še leta 1970 v bolnici v Denverju v Koloradu umre. Diagnoza ciroza jeter. Fant se je malo zapil, star je bil 47 let. Če pogledamo nasploh, zdaj če se vračamo spet k tisti odločitvi kralja Aleksandra, da ne bo ustanavljal velike Srbije po prvi svetovni vojni, ampak Jugoslavijo. Mnogi Srbi še danes zato krivijo prav Aleksandra Papašiča, pravijo, da bi oni veliko bolje prišli skozi tudi v teh najnovejših zgodbah, ki jih poznamo, če bi takrat ustanavljali veliko Srbijo in ne Jugoslavije. Aleksandra so ubili tisti, ki so bili proti Jugoslaviji. Njegova družina je zelo slabo skozi prišla. Leta 1990 tudi naš Andrejček umre v Ameriki uradno, naj bi v Kaliforniji storil samomor. Čeprav, če pa gledate recimo rodovnik, ki ga prodajajo na Oplencu, piše pri Andrejčku, umrl 1990, torej Združene države Amerike, ampak v oklepaju piše ubijen, pa vprašaj. Kdo bi vedel, ne vem vam povedati, kaj se je točno zgodilo. Hrvat v narekovaju, Tomislav je še najbolje skozi prišel, ta je rekel v neki priliki, pa vsi moji so umrli v tujini. Oče je bil ubit v Franciji, mati je umrla v Londonu, oba brata sta umrla v Združenih državah Amerike. Jaz hočem umreti in biti pokopan v Srbiji. No, vsaj njemu se je ta želja izpolnila. Mimogrede, Peter II. Je bil prva kronana glava pokopan na ozemlju Združenih držav Amerike.
Pokopali so ga v Srbski pravoslavni cerkvi v Libertvilu v Illinoisu, cerkev Svetega Save. Srbi so nekako, bi rekel, če zdaj poskušamo potegniti črto, kaj so torej Srbi s Karadžordževiči naredili potem v današnjem času. Rekli smo že, da so pokopali na Oplencu kneza Pavla, ženo in sina Nikolo. Enako so storili torej tudi leto pozneje, leta 2013, so pokopali tudi Petrčka, mamo, kraljico Marijo in pa ženo Aleksandro. In to seveda z najvišjimi državnimi častmi. Kar je zanimivo, morda je to res neka ironija zgodovine, jaz ne vem, je to posmeh zgodovine. Kot nalašč, ravno v tistem času, za eno zelo kratko obdobje, je bil premijer srbske vlade, naslednik bivše komunistične partije oziroma Zveze komunistov Srbije, Ivica Dačić, ki je še danes srbski zunanji minister, in on je med drugim, to sem si prav zapomnil, ta govor sem poslušal na televiziji, zanimivo se mi je zdelo, ki je rekel: mi smo vas oterali, a mi vas i primamo natrag. Mi smo vas pregnali, mi vas pa tudi nazaj sprejemamo tukaj nazaj v Srbijo k nam domov. Pravzaprav ena zelo lepa gesta se mi je zdelo, tudi od tega zelo lucidnega politika. Zanimivo, ki ne, da se je to tako dogajalo, zlasti pri pogrebu Petra, kot da je to čisto srbska zadeva, čeprav to je malo krivi, mi smo tukaj grdo se obnašamo do svoje zgodovine, to je tudi naša zgodovina. Pa Peter II. Nikoli ni bil srbski kralj. Če smo čisto odkriti, že njegov oče nikoli ni bil srbski kralj. Aleksandar je res, da 1914. 24. junija prevzel oblast, ko je odstopil oče, Peter I. Ampak takrat je bil samo regent. Za kralja je bil kronan šele leta 21 po očetovi smrti, ne več kot srbski kralj, ampak kot kralj kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Torej, tudi naš kralj, da ne govorim o Petru II. Celo zdajšnji prestolonaslednik Aleksandra je imel probleme, ko so rekli, pa kako se zdaj ti vračaš, ne? Njega so preglasili ob rojstvu za prestolonaslednika Jugoslavije. V hotelu Claridge v Londonu so eno sobo z dovoljenjem britanske vlade, sam to je po mojem, ne vem kakšen smisel, no ja, so tisto sobo proglasili za ozemlje Jugoslavije, torej ne bi bil rojen v Jugoslaviji. Ja, mimo grede. Čeprav, pogledajte, kar se tiče Srbov, no, če za Srbe vsaj še nekaj. No, vidimo, da je Petrček zelo rad prihajal tudi na Bled, ampak teh slik niti nisem kaj preveč kazal, ker je gospod Nani Poljanec pripravil zelo bogato razstavo v Atriju, ker je veliko slikovnega gradiva. Vidite, da je Borat na Bledu, tako po zimi kot poleti. Ta čoln se je pa menda našel na Blejskem jezeru in ga bodo restaurirali, kot sem slišal. Ta naš Andrejček, pogledajte, včasih je bil kar cenjen pri Slovencih. Narodna šola Kraljeviča Andreja pri Svetem Miklavžu, to je danes Miklavž na Dravskem polju. Opa, no, pojmo še malo naprej. Pa tukaj v bližini, ne tako daleč od Bleda, Pokljuška, Soteska, galerije so bile posvečene Kraljeviču Andreju. To je narejen nek posnetek, ko so obnavljali ploščo, kot vidimo tamle zgoraj. Tamle nekaj bo videti, ja, neka plošča. Čeprav sem rekel, da danes večina Srbov noče slišati več o kakšni Jugoslaviji, vendarle vam tukaj, kar se Srbov tiče, podajam še eno mnenje. Možakar, ki je že celo kopico političnih strank dal skozi, znani srbski pisatelj Vuk Drašković je napisal, mislim, da lansko leto je šla knjiga, torej ob 100-letnici ustanovitve Jugoslavije, roman o kralju Aleksandru, Aleksandar od Jugoslavije. Ampak vidite, vendarle, zanimiv je predvsem ta moto zame, ki ga je dal na naslovnico. Mimogrede, knjiga je šla tako v cirilici kot v latinici. Nije Jugoslavija greška. Greška smo mi svi, ovakvi, kakvi smo sada, pravi. Tle pa vendarle ena nostalgija za Jugoslavijo. Ja, se je logično.
Če pogledate, Srbi so zelo slabo skozi prišli, če smo odkriti. Dobili so bombardiranje. Ne bom zdaj govoril o tem, koliko so tudi sami krivi, ne bom se v to spuščal. Ampak tudi, če danes pogledamo, Srbi živijo v Bosni in Hercegovini, v Republiki Srpski zlasti. Srbi živijo v Črni gori, je skoraj 30% prebivalstva. Srbi živijo še, vendar jih je nekaj tudi na Kosovu. In pa na Hrvaškem se je pa njihova zgodba tudi zelo klavrno končala. Še ob razpadu Titove Jugoslavije je bilo skoraj 12%. Danes okrog 4%. Srbi so plačali visoko ceno, pa ni še konec. Ne. Zgodba še ni končana, zanje še ne, nažalost. Zdaj pa vendarle čas. Povedali smo, kaj se je dogajalo s Karađorđevići, Srbi. No, so zadnje, moramo še o nas kaj povedati, kaj ne. Če mi potegnemo črto pod, bomo govorili samo kraljevi Jugoslaviji, seveda marsikaj ni bilo v redu, vse vemo, da ne. Že če pomislimo, že tista menjava avstrijskih kron za srbske dinarje, 4 krone za 1 dinar, normalno, da to ni bilo pošteno. Marsikaj še ni bilo, kar nam ni všeč. Ampak dajmo enkrat pogledati tudi kakšne stvari, ki so bile pa pozitivne. Slovencem se je takrat odprl jugoslovanski trg. Mi smo bili industrijsko, gospodarsko veliko bolj razviti kot vsi na jugu, vključno s Hrvati, to je jasno. To nas je tudi reševalo vse skozi. To je Budar, to je zapuščina bivše Avstrije, pa smo spet pri Habsburžanih. Ampak to ste že dali skozi, pustimo jih. Potem, dragi moji, letos praznujemo 100. obletnico ustanovitve Ljubljanske univerze. Kljub trudu mnogih Slovencev, da bi prišli do univerze v Vranki Avstro-Ogrski, nam to ni uspelo. 1. decembra smo se združili v novo državo, naslednje leto smo že imeli svojo Ljubljansko univerzo. To pa ni majhna stvar. No, morda v zvezi s to univerzo še ena kar simpatična zgodbica. V času diktature leta 1929 so neke glave v Beogradu prišle na idejo, da je pa zdaj, ne bojo zdaj imeli še ti Slovenci tle to svojo univerzo, se to je preveč, to sam stane. Če so prej lahko hodili na Dunaj hudiča študirati, bodo pa tudi zdaj hodili lahko v Zagreb. Ni potrebe, da imajo oni univerzo. In so hoteli univerzo ukiniti. Ko pa so zvedeli naši možakari, pa no, tudi kakšna gospa je bila vmes, da ne bom zdaj tukaj, ampak v glavnem, torej ti, ki so furali takrat univerzo na čelu z rektorjem Milanom Vidmarjem, tudi svetovno znanim šahistom, kot vemo, so rekli, ja, univerzo nam hoče vzeti, moramo nekaj narediti. Pa so naredili, inteligentni ljudje, kaj so naredili? Poslali so delegacijo v Beograd, prosili za sprejem pri kralju Aleksandru, pa so mu pa rekli, da se bliža zdaj 10-letnica univerze, pa da bi oni radi ob tej 10-letnici univerzo poimenovali po njem, Univerza Aleksandrina, kot se je potem imenovala. Seveda, kralju Aleksandru se je zdelo pa super, univerzo bojo imenovali po meni, fantastično, ja, seveda. No in ko je pa že sprejel, so pa rekli, pa če bi bili vi lahko še pokrovitelj zdaj ob 10-letnici. Pa je bil, ne, pa so rešili univerzo, pa še za kusko ob 10-letnici je plačal kralj. Krasna poteza, je treba je včasih pamet uporabiti in ti ljudje so znali uporabiti. No, pa da se vrnem še nazaj k Slovencem, ne samo, da smo dobili univerzo, dragi moji. Srednjega šolstva slovenskega skoraj ni bilo. Imam jaz več prstov na eni roki, kot je bilo srednjih šol s slovenskim učnim jezikom ob razpadu Avstro-Ogrske. Pa tudi osnovno šolstvo, niti to ni bilo povsod slovensko, na Kranjskem že večinoma, pa na Goriškem. Kaj pa Štajerska, naša današnja Štajerska, zlasti po večjih mestih spodnje Štajerske, ne samo Celje, Maribor, Ptuj. Tudi neka Slovenska Bistrica, Rogaška Slatina, no, mimo grede moram, ko je že Ani danes tukaj in tako dalje. To je bilo v glavnem, dragi moji, nemško. S Karađorđevići smo mi dobili popolno slovensko šolstvo. Od osnovne šole do univerze. Pa to ni bilo vse, pa smo dobili Akademijo znanosti in umetnosti. Pa so zgradili Narodno univerzitetno knjižnico. O gospodarstvu sem že govoril, kakšne prednosti smo vendarle imeli. Čeprav smo skozi govorili, pa tudi Titovi jugi, da nas izkoriščajo, dobro, to je bilo deloma sicer res, ampak po drugi strani smo pa mi poceni od njih kupovali surovine in drago prodajali naše končne izdelke. Tako da ta slika tudi ni bila tako enostranska. Treba obe plati pogledati. Še bi lahko naštevali tudi, kaj smo vse pridobili za časa Karađorđevića, ampak pogledajte, za konec pa, da ne bo, zdaj mi vsi smo verjetno
Kadar govorimo o Karađorđevićih, je seveda za nas prvo to vprašanje Jugoslavije, ampak poglejte, ne samo, da je Jugoslavija, kraljeva Jugoslavija razpadla v krvi v mednacionalnih spopadih, ampak takrat so tujci udarili tudi v državo. A je, da jo tako imenujem Titova Jugoslavija, ki je bolj skozi prišla. So se pa Jugoslovani sami med sabo glih, ko je razpadlo v krvi. Kaj zdaj s to Jugoslavijo? Mi smo vsi morda preveč čustveno obremenjeni. Eni imamo pozitivna čustva do Jugoslavije, drugi imajo negativna, eni nekaj vmes. Pa sem se odločil, da vam za konec preberem še, kaj o tem menijo drugi. V tem primeru en zelo sposoben, cenjen angleški zgodovinar Taylor, mimogrede naj še povem, naklonjen je bil Titovi Jugoslaviji. Pa poglejmo, kaj je Taylor zapisal o teh rečeh, in to pazite, knjiga, ne ta, izvirnik v angleščini, ker so bile te stvari zapisane, je šel že leta 1948. To se pravi, da je človek to imel v glavi že takoj po drugi vojni. Saj takrat se knjige ni tako hitro izdajalo. Ni bilo še računalnikov, je bilo treba vse najprej v glavi sestaviti, pa zapisati, natipkati ali karkoli že. Skratka, kaj pravi Taylor? Med prvo nemško vojno so se Čehi in Slovaki bojevali drug ob drugem v češko-slovaški legiji. Srbi in Hrvatje so se bojevali drug proti drugemu. Med drugo nemško vojno se je bojevalo le malo Slovakov, nobeden zraven Čehov. Srbi in Hrvatje so se naposled bojevali skupaj v veliki partizanski vojni. To je ustvarilo Jugoslavijo, kakor je francosko-nemška vojna leta 1870 ustvarila Nemčijo. Demokratična federativna Jugoslavija je uresničila tisto veliko, kar bi utegnilo biti v habsburški zgodovini. Maršal Tito je bil poslednji izmed Habsburžanov. No, vidite, vi niste slišali še vse zgodovine od Habsburžanih, ko ste imeli predavanja. Do Tita niste prišli. Torej, maršal Tito je bil poslednji izmed Habsburžanov. Zakaj? Kot vladar nad 8 različnimi narodi jim je dal kulturno avtonomijo in obrzdal njihovo nacionalistično sovražnost. Torej, zakaj ga primerja s Habsburžanov? Ker od vseh držav, ki so nastale, vsaj deloma, torej tudi na Jugoslavija, približno polovica države, ne, na ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske, je bila ta država nacionalno najbolj pisana, to ni dvoma, o tem ni dvoma. Torej, kot vladar nad 8 različnimi narodi jim je dal kulturno avtonomijo in obrzdal njihovo nacionalistično sovražnost. Stara Jugoslavija je skušala biti srbska narodna država. V novi Jugoslaviji so Srbi dobili samo narodno enakopravnost, tako da so se nagibali k misli, da so zatirani. Tu ni bilo več državnega naroda. Novi ljudje na vladi so bili ljudje, katere si bodi narodnosti, ki so sprejeli komunistično idejo. Habsburžane so več kot 100 let priganjali, naj bi obrali to pot. Metternicha so leta 1846 v Galiciji obdolžili komunizma in Bacha leta 1850 hujšega od komunizma. Noben Habsburžan po Jožefu II. Ni tvegal tega. Dinastična zvestoba je bila prešibka sila, da bi bila šla v tako družabništvo. Maršal Tito je bil srečnejši od Habsburžanov. Našel je idejo. Ampak pogledajte, ta zadnji stavek je pa kakšen intelekt, ne moram drugače reči. Samo čas bo pokazal, ali more ta družbena revolucija in gospodarsko izboljšanje pomiriti narodne spore in ali bo marksizmu bolj kot proti revolucionarnemu dinasticizmu uspelo, da bo dal v Srednji Evropi skupno zvestobo. To je napisal možakar že leta 1948 v angleščini. On odgovara še ne vedo, mi ga vemo, mi ga danes vemo. Bili ste fantastična publika, hvala lepa.
Ja, najlepša hvala za predavanje, za ta odziv, ki ste ga zdaj doživeli. Mislim, da so redki predavatelji, ne, da so počaščeni s takim lepim obiskom in s tako pozornostjo. Mi se vam resnično zahvaljujemo za ta vrelec tega znanja, tega dela zgodovine. Smo kakšne stvari čisto na novo izvedeli in na novo spoznali. Ne. Bi se vam rad nekako zahvalil v imenu Muzejskega društva in Zavoda za kulturo Bled. Imamo tak spomin srebrnik. Ne. Tako da malo za nostalgijo, malo za spomin in prav najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in ob kakšni priliki še kaj. Najlepša hvala. Hvala tudi vam še enkrat. Tudi vi ste bili, take publike nisem imel še nikoli, pa jo tudi nikoli več ne bom imel. Razen, če bom še kdaj vas. Hvala še enkrat.